V Mariboru je pred mesecem dni začel delovati stacionarni radan, ki ga selijo med 3 lokacijami. Župan Arsenovič pa že napoveduje nove lokacije merilnikov hitrosti. Strokovna študija predvideva 16 potencialnih lokacij. Doslej je radar ujel več kot 2700 prehitrih voznikov, med katerimi so tudi taki, ki so občutno presegli dovoljene hitrosti. Jana Ujčič. Uradne meritve so se 11. avgusta začele na tej lokaciji na Čufarjevi cesti na Pobrežju. V tem času se je povprečna hitrost znižala. Omejitev tukaj je sicer 40 km/h. Od skoraj 250 tisoč vozil jih je 2715 peljalo prehitro. Med prekrški prevladujejo manjše prekoračitve, kjer znaša globa 40 € oziroma polovička 20. Je pa radar ujel tudi takšne neslavne rekorderje, ki so vozili bistveno prehitro, dva med njimi celo več kot 100 km/h in to pri omejitvi 40. Kar 85% zabeleženih pa je vzornih voznikov, ki so vozili skladno z omejitvijo. V testnem obdobju, ko glob še ni bilo, je bila sicer več kot polovica voznikov prehitrih. Smo en mesec merili brez računa in gotovili, da 100 000 prekrško je bilo v enem mesecu. To se pravi, da smo pravzaprav jaz skoraj moral odstopiti zaradi tega kot župan, ker nisem radarjev uvedel prej, ker sem se kao, bi mi lahko nekdo očital, da bomo imeli proteste kot leta 2012, pa se nisem tega bal. In sem zdaj vesel, da imamo učinek, da se hitrost zaradi radarjev tudi na teh mestih znižuje, odkar so uvedeni. Študija predvideva 16 lokacij, župan pa bi radar postavil tudi na Stari most, kjer se stanovalci pritožujejo nad divjanjem z avtomobili. Torej, da z radarji gremo seveda naprej po strokovnih analizah. Upam, da ga bomo dali tudi na Stari most, glede na potrebe in želje prebivalcev. Mestni svet se je s študijo lokacij zgolj seznanil in jo potrdil. 3 svetniške skupine sicer zahtevajo, da o nadaljnih lokacijah radarjev odloča mestni svet. Niso proti merjanju hitrosti, pač pa jih skrbi inkasantstvo, pravijo. To točko bodo poskušali uvrstiti na ponedeljkovo sejo mestnega sveta. Župan očitke o inkasantstvu zavrača in pravi, da so radarji določeni na podlagi strokovne študije.